Pozdravljeni. Genialne ideje nekaterih posameznikov kdaj pa kdaj zahtevajo tudi drugi del. Komaj pred 2 dnevoma smo zapustili tisto območje genialnih idej, ki se rojevajo v glavah odgovornih pri Formula One Management. Ampak zadeve so se razvile do takšne točke, da je potrebno narediti tudi drugi del, na žalost ali veselje nekaterih. Verjetno ste zasledili v raznih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, da so vstopnice za ta fantastični projekt, za to predstavitev v Londonu, ki bo seveda priredjena 18. februarja, šle v trenutku. A na žalost se je zgodilo to, da mi, navdušenci, nismo imeli niti dostopa do teh vstopnic. Baje so jih razgrabile organizacije, ki so bolj ali manj legalne in ki jih bojo po vsej verjetnosti preprodajale naprej po znatno višjih cenah. Od nekoga, ki se ukvarja z organizacijo športnih dogodkov, bi vsaj sam osebno pričakoval, da bi kaj takega morda lahko tudi predvideli. A zgleda, da niso. Glavno je, da so pri organizatorju nekateri posamezniki, ki so izjemno kreativni. Ampak sam tega izraza ne bi rad uporabljal. Raje bi jih imenoval z podobno besedo, ki se prav tako začne na kr, konča na i, v sredini je pa ime tistega plina eten. Ampak držali se bomo smernic FIE in kletvic ne bomo uporabljali, vsaj ne v javnosti. A vrnimo se k dogodkom, ki so se zgodili v zadnjih urah, ne moremo govoriti o dnevu. Uradno je bilo potrjeno, da na predstavitvi 18. februarja mi, navdušenci, novih bolidov ne bomo videli. Tam bodo predstavniki ekip, sliki, ki se bodo smehljali pred podobami novih barvnih shem. In nekateri naj bi za takšno predstavitev plačevali več 100 evrov. Seveda, če bodo imeli privilegij sploh dobiti vstopnice. A brez skrbi. Na pomoč nam prihaja seveda Formula 1, ki bo v živo predvajala na svojih kanalih to nepozabno srečanje, ta dogodek, ki so si ga zamislili ob 75. obletnici. O tem 75. obletnica česa je, se bomo pogovarjali v nadaljevanju, ampak ne smemo mimo dejstva, da v raznih virih, kot je italijanska verzija spletnega portala motosport.com, nam Franco Nunez zatrjuje, da bodo ekipe poleg te predstavitve, kjer bodo vsi skupaj, pripravile še tiste posamične, klasične, ki smo jih vajeni iz prejšnjih sezon, kjer bomo mi, navdušenci, končno videli, kaj bodo ekipe imele na štartnem razporedu v prihajajoči sezoni 2025. Kar je seveda navdihujoče, kar seveda nam daje neko upanje v zdrav razum vseh odgovornih, ampak obstaja neka velika težava. Imenuje se čas. Omenil sem že, da ta uradna predstavitev, kjer bodo vsi skupaj, je planirana za 18. februar. Znano je že kar nekaj časa, da bodo zimska testiranja na progi v Bahreinu 26., 27. in 28. februarja. Torej med
18. in 26. februarjem si nekdo domišlja, da bodo pri ekipah pripravili tista posebna srečanja z predstavniki tiska in seveda drugimi navdušenci, kjer bodo pokazali, kaj so pripravili za prihajajoče leto. Rahlo na tesno bo vse skupaj, predvsem, kot sem povedal, zaradi časovne stiske. In verjamem, da če bi si kdo drznil bolid predstaviti pred 18. februarjem, bi pokvaril vzdušje, ki so ga kreativci pripravili prav za ta posebni jubilej Formule 1. In dvomim, da bodo pri ekipah seveda tako podobni, tako zlovešči, da bi si kaj takega drznili. A treba je poudariti, da je že Enzo Ferrari tisti, ki je najbolj razumel, kakšen je sploh smisel predstavitve bolida Formule 1. Namreč Enzo je dejal, da Ferrari mora tako ali drugače bolid predstaviti kot prvi. Namreč ni toliko važno, ali bodo v nadaljevanju sezone hitri ali počasni. Če bolid predstavijo kot prvi, bodo vsi novinarji, vsi časopisi, vsi mediji vsaj 10 dni, če ne 2 tedna, govorili samo o Ferrari. In to je cilj. Če bomo spremljali, naprimer, 2 ali bog ne daj 3 predstavitve na dan, o kom bodo novinarji govorili, o čem bomo razpravljali navdušenci, kdo bo imel prevlado med vso tisto zmedo. Kot sem povedal našim kreativcem, to verjetno ni bilo jasno. Ampak Enzo Ferrari je pokojni že od davnega leta 1988. Pojdimo naprej. Govorili smo o tem, da bo ta prireditev nekako uvod, začetek prav posebne sezone, ki bo obeležila jubilej 75. obletnico. Ampak 75. obletnico česa? Če smo točni in natančni, kar običajno skušajmo biti, to zagotovo ne bo 75. sezona svetovnega prvenstva Formule 1. Namreč 75. sezona je ta tu, ki jo spremljamo sedaj v seveda zaključni fazi. Prva sezona svetovnega prvenstva Formule 1 je bila tista, ki se je začela leta 1950. In če matematika ni podvržena volji in muham vsakega posameznika, je seveda tista sedanja aktualna, ki jo spremljamo 75. Ne verjamete? Tu v roki imam uradno zgodovino Formule 1. Knjiga, ki je izjemno dobra, natančna, kjer vidimo lahko marsikaj zanimivega in je bila izdana v priložnosti podobnega jubileja 70. obletnice. A na koncu te izjemno zanimive publikacije imamo kot ponavadi tiste podatke, tiste statistike, ki jih marsikdaj preskočimo. Seveda, zapisani so vsi svetovni prvaki od začetka, pa tja, seveda do sezone 2020. V skupinah po 10. In če preštejemo, vidimo, da na tem spisku jih je 71. Torej, zagotovo nam je sedaj jasno, da sezona 2025 bo 76. sezona svetovnega prvenstva Formule 1. Zato vsi govorijo o obletnici. Seveda, obletnica, rojstni dan, kakorkoli želite to imenovati. Ampak verjamem, da marsikdo bo ta dva tukaj različna pojma zmešal. In tu se pojavlja vprašanje, ali so naši vrli kreativci bili isti na vrhu kot takrat, ko so 1000
dirko Formule 1 postavili na veliko nagrado Kitajske v sezoni 2019. Seveda treba je poudariti, da tisto ni bila 1000. dirka Formule 1 v zgodovini našega obdobja. Namreč, če gremo gledati kot običajno uradne dokumente, je bila to tisto 1000. dirka, ki je veljala za svetovno prvenstvo Formule 1. Verjetno vam je jasno, da je bila prva dirka Formule 1 tista na parku Valentino za veliko nagrado Turina 1. septembra leta 1946. In da v sezonah 2 in 53 so v cirkusu tekmovali z bolidi Formule 2 in poleg tega od leta 1950 do 60 je za svetovno prvenstvo Formule 1 štela tudi dirka za 500 milj Indianapolisa, kjer pa niso tekmovali niti z bolidi in niti pod pravili Formule 1. Torej, jasno nam je, da takrat na veliki nagradi Kitajske ni šlo za 1000. dirko Formule 1. Še zdaleč ne. Zanimivo je, da ukolikor bi odšteli one dirke v Indianapolisu, bi 1000. dirka padla na veliko nagrado Italije, na znameniti progi v Monzi, na kraju, kjer je največkrat gostoval razne velike nagrade. Ampak mnogim kreativcem se ta, imenujemo ga romantični slučaj, ni zdel dovolj zanimiv. Bistveno bolje je bilo zadevo postaviti na veliko nagrado Kitajske. Ampak pustimo sedaj to. Omenil sem, da 1. septembra leta 1946 je bila prva uradna dirka moderne Formule 1. Prva uradna sezona je bila naslednje leto, torej 47. Torej jasno nam je, da 75. obletnica je seveda svetovnega prvenstva in ne Formule 1. Zopet malenkost, ki jo nam niso predstavili. A menim, da bi bilo potrebno, tako bi bilo manj zmede, bi tudi mi, navdušenci, dobesedno lahko razumeli, zakaj gre. A zopet, kot sem že povedal, poizkus poenostavljanja, posploševanja in konec koncev poneumljanja. Nas vseh, nas, ki imamo radi ta šport, nas, ki sledimo dogajanju. A verjetno marsikomu, ki piše, ki komentira, ki seveda tudi živi od Formule 1, marsikaj, kar sem povedal v preteklih minutah, še zdaleč ni jasno. Zakaj? Ker je običajno težko vzeti knjigo, odpreti dokumente, se pozanimati, zakaj gre, bistveno lažje je slediti toku, prepisovati in prevajati. Težava moderne Formule 1, ki je bistveno bolj nevarna kot vsak poizkus amerikanizacije. A težava je, da tisti kreativci, o katerih je danes kar precej govora, so po mojem mnenju družinski člani, morda otroci ali daljni bratranci oziroma osebni prijatelji veljakov, ki so jim na takšen ali drugačen način nekako pomagali priti do službe v Formula 1 Management. Sam srčno upam, da Stefano Domenicali ni avtor ideje, o kateri razpravljamo že v drugem prispevku na kanalu. Verjamem, da med vsemi obveznostmi, ki jih ima, je seveda na hitro v sestanku slišal za to genialno idejo o tem, kako bi lepo bilo imeti neko skupno predstavitev. In dejal je, dobra ideja, pojdite naprej z njo. Težava je, da rezultat je tisti, ki ga vidimo sedaj tudi tu. Seveda, predstavitev brez vsebine, kjer ni vstopnic in nas hočejo prepričati, da je dobesedno zgodovina drugačna od one, ki je v resnici. In verjamem, da ste tudi vi ugotovili, da sem v svojih mislih
Vsakič, ko sem nekatere posameznike imenoval za kreativne, uporabljal tisti drugi izraz, ki ga pa tu ne bom navajal. A kot sem povedal, mi se znamo izraziti tudi brez kletvic in znamo povedati, kar mislimo, seveda brez uporabe tistih, recimo jim prepovedanih besed. A razumem, da ste tudi vi, podobno kot jaz, verjetno prišli do podobnih zaključkov. Kar je pripravila Formula One Management, je v mojem podobno tistemu, kar v nogometu imenujejo avtogol. Upam, da bo to zadnji. Če bodo pa prepustili kreativcem še bolj odprte možnosti, jih bomo lahko videli še kakšnega več. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.